Se še spomnite zadnjega pokalnega obračuna med Mariborom in Celjem? Pisal se je 29. maj 2013 in na koprski Bonifiki sta moštvi igrali drugi pokalni finale zapored. Leto predtem so vijoličasti slavili po 11-metrovkah, tokrat pa je bil mož odločitve ob koncu prvega polčasa Agim Ibrahimi. Spomnim se zelo dobro, mislim, je bila ena zelo težka tekma, ker prvih 15-20 minut Celje so pokazali pravi karakter, da hočejo zmagati, ampak mi, da smo dovolj izkušeni in smo obrnili tekmo v našo smer in je bilo zelo lepa podaja od Sjanoviča in pač sem jaz to izkoristil in mislim, da smo bili precej boljši od našega nasprotnika. Tekma Maribor-Celje bo tokrat polfinale in ne finale pokala in ena izmed le dveh domačih tekem v aprilu. Druga bo derbi in obe sta na voljo za ceno ene vstopnice. Polfinale pokala in finalni derbi, vse v kompletu. Nogometaši si želijo izdatne podpore s tribun. Pričakujem, kot sem že rekel, polni ljudski vrt. Oni so res naši 12 igralec in z njihovo podporo mi lahko na koncu uspemo. Sicer pa nas je zanimalo tudi aktualno stanje v slačilnici. 11 tekem brez poraza, po zadnjem derbiju pa povišanje prednosti na lestvici na 4 točke. Dobro, mi vedno se pogovarjamo z soigralcem, znači z igralcem kak in kako in debatiramo, kje lahko bi bili boljši in tudi s trenerjem, ko se pogovarjamo in vedno je prostora za napredovanje, za biti boljši in res je, da motivacija je na najvišjem nivoju. Odigrali smo 11 tekem in 8 zmag, 3 remije, ki mislim, da je zelo lepo za nas. Pač tudi te dve tekmi moramo zmagati, da pokažemo, kdo je glavni v Sloveniji. Na eksplozijo Agima Ibrahimija v spomladanskem delu sezone še čakamo, zaenkrat pogrešamo predvsem njegov vložek v napadu, z goli in z asistencami. Osebno sem zelo pripravljen, tudi zdaj, ker sem imel 2 tekmi z reprezentanco, ampak pomembna je ekipa, ker vsi bomo dali vse od sebe, da na koncu smo vsi srečni, tudi mi in navijači skupaj. Prvenstvo in pokal gresta v zaključno fazo, sedaj bo vsaka tekma tako rekoč finalna.